Lepo pozdravljeni v Spodcastu. Pred nami so evropske volitve, zato sta danes z nami predstavnica stranke Levica Nataša Sukič in predstavnik stranke Resnica Zoran Stevanović. Lep pozdrav obema. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Začeli bi kar z vprašanjem, s katerim bi preverili vajin odnos do okolja. Pa me zanima, gospa Sukič, kako ste vi danes prišli na tole soočenje? Danes sem prišla do parlamenta s kolesom, pol pa peš do semle. Pa vi, gospod Stevanović? Z osebnim vozilom. Ni skrivnost, da sem zamudil, ker je bilo v koledarju napačno vnešeno in sem potreboval zelo hitro priti sem. In nobena prometna povezava mi ne omogoča, da bi hitreje prišel kot z avtom. Kakšen je sicer vaš odnos do zelene politike, ki jo vodi Bruselj? Ja, menimo, da Bruselj ni dovolj ambiciozno zastavo, polno je visoko donečih besed o zelenem prehodu, ampak dejansko pa ni zastavil politik, kot bi moral. Mislim, da je vsaj zadnji mandat precej zgrešen, glede na to, da smo pravzaprav tik pred podnebnim zlomom, kar vidimo, ne? Kaj se dogaja, predlani požari, recimo na Krasu, lani polovica Slovenije pod vodo. Te stvari niso slučajne. Pač ozračje je nestabilno je, ker smo ga zelo onesnažili. In Bruselj pač dosti govori o zmanjševanju ogljičnega odtisa in tako naprej, ampak če bi hotel res kaj narediti, potem bi morali recimo odvzeti subvencije letalskim prevoznikom in ta denar nameniti za izgradnjo mreže potniških vlakov, ki naj bi bili hitri vlaki po celi Evropi, s poudarkom na državah, ki so mogoče malo zaostajajo razvojno, ne, da bi bil pač ta razvoj enakomeren, da se potem še posebna prioriteta da tem državam. Recimo to bi bil en tak zeleni ukrep, ki bi dejansko lahko v nekaj letih deloval, glede na to, da vemo, da izpuhi prometa so eni najhujših onesnaževalcev. Okolja so še drugi razlogi, ampak ta je recimo zelo velik faktor pri onesnaževanju ozračja. Gospod Stevanović, kakšen je vaš odnos do zelenega prehoda? Zeleni prehod v resnici pomeni zeleno agendo. Zelena agenda je pa ena totalitarna agenda, ki temelji na dejstvih, oziroma na izhodiščih, ki niso znanstveno okrepljena. Mi moramo ločiti zeleno agendo od okoljevarstva. To sta dva popolnoma različna pojma. Okoljevarstvo za nas pomeni, ravno tako kot je gospa Sukič omenila, obrambo pred požari, obrambo pred vremenskimi ekstremi, obrambo pred izlivi strupov reke in jezera, potem obrambo pred glifosatom, razmislek o pesticidih v živinoreji, onesnaževanje okolja, ekološke katastrofe, kot so bili kemis pa melamin. To je podatek, ki pomeni okoljevarstvo. Zelena agenda pa temelji samo na zastraševanju, ogrevanju planeta z nečim nerealnim, to je človekovo onesnaževanje z dihanjem, se pravi s povzročanjem viška CO2, ki znanstveno res ne vzdrži, nobena znanost o tem še ni govorila. Mi vemo, da imamo minoren delež ogljikovega dioksida v zraku, k temu prispeva človek manj kot 5%, potreben je za ohranjanje zelenih površin in jaz si te njihove ideje brezogljična družba sploh ne predstavljam. Kaj to pravzaprav pomeni, da bomo živeli v puščavi, če vemo, da več zelenih površin pomeni ohlajanje planeta. Dejstvo je, da se planet ogreva zaradi sončnih ciklusov, kot že je neštetokrat v zgodovini, veste, planet ima dolgo zgodovino preživetja in marsikaj se je že dogajalo in marsikaj se še bo dogajalo, ampak človek ni kriv za to. Na sončne cikluse pa politika nima prav nobenega vpliva. Nihče od naših evroposlancev se pa ne loti resnega problema in pove, kaj je pravzaprav res in kakšna je zdravorazumska logika. Glejte, a je kakšen poslanec se dvignil pa rekel, da je problem v smetenju oceanov strani recimo držav tretjega sveta. A je kdo omenil, da je pa mogoče, da so problematični vojaški izpusti v Ukrajini? A je kdo omenil, da so pomembni recimo izpusti plina pri diverziji Severnega toka? Ne, zato ker to podpihujejo in ker jim je to v interesu. Radi bi pa človeka omejili mu dihanje, omejili izpuste plinov strani krav ter s tem živinorejo. In to je zelena agenda in to je totalitarizem in siljenje državljanov v neupravičene ekonomske investicije. No, to seveda
To seveda ne drži. Kot ne drži, da ni znanstveno dokazano. Seveda je znanstveno dokazano, kako se pospešujejo izpusti CO2 z industrializacijo, z vsem, s prometom, industrializacijo, živinorejo množično, ki je drugi največji onesnaževalec, in izpusti metana so tisti, ki povzročajo segrevanje ozračja. Segrevanje ozračja povzroča taljenje obeh tečajev. Taljenje obeh tečajev povzroča, da se vodni tokovi več ne gibljajo tako kot prej in prihaja do dobesedno podnebnega kaosa. In ko bomo prišli do točke zloma, takrat bo ta proces nepovraten. To, da imamo takšne vremenske neprilike, ki smo jim priča, to pač ni slučajno in to niso samo sončni ciklusi, kot bi rad povedal gospod Stevanovič, v zadnjih 200 letih, odkar je industrializacija, se je stanje zelo poslabšalo in še samo stopinja in pol in bomo res v težavah. In te težave bodo povzročile kaj? Da bodo suše, povodnji, kontinenti se bodo tudi, oceani se bodo dvignili in to bodo take migracije, da boste mogoče, gospod Stevanovič, vi moral migrirati, če boste še takrat, pač čez, ne vem, 10-20 let, in potem boste tudi razumeli, kaj so migracije in zakaj so migracije, ko ljudje več nimajo kje biti, ker ne morejo obstati, so prisiljeni migrirati. Lahko da bomo Evropejci tisti. Ljubljana naj bi se segrela za 8 stopinj Celzija, najbolj v Evropi. In to čutimo, to niso slučajne stvari in to so znanstveno dognane stvari. Pa še en dokaz, ko je bil COVID in ko je promet obstal dobesedno po celem planetu, se je ozračje zanimivo sčistilo v tistem času, ko je bila pač svet dobesedno paraliziran, ker smo vsi čepeli v nekih karantenah na pol doma in smo se dosti manj prevažali z avtomobili. Zanimivo, da se je takrat bistveno popravila slika ozračja. Torej je promet tisti, ki je res problem in zato bi morali preiti na vlake, na javni potniški promet, na električne avtobuse in tako naprej. Čim bolj pač res posodobljen promet, ki bi nas hitro pripeljal, Evropa je mala, lahko se mirno z hitrimi vlaki, tako kot se Kitajci pa Japonci vozijo, zakaj se ne bi še mi, pripeljemo varno, hitro, udobno in to je to, kamor bi morali iti in pa seveda obnovljivi viri energije. To je prihodnost. Še kakšen stavek na kratko? Prosim, to nikakor ne drži. Niti ena beseda nima znanstvene podlage, izključno zaradi tega, ker tudi v COVID času se ogljikov dioksid v zraku prav nič ni spreminjal. In ti omejevati klasične državljane s tem, da se ne vozijo z avtomobilom nekaj ali pa jih siliti, da kupijo bistveno večjega onesnaževalca, kot je električno vozilo, je norost zaradi tega, ker zdaj v tem momentu en tanker ali pa eno letalo sproži bistveno več izpustov, kot je bomo mi kadarkoli v življenju individualno Kar se gledano. električnih avtomobilov tiče, se pa strinjam. Prvič. Avtobusi Eno so avtobusi, ki jih ni toliko, kot če ima vsak državljan svoj električni avto, pa ga ne more imeti, ker je to samo bogatim namenjeno, ki si ga lahko privoščijo. Drugo pa je, da ko odslužijo svoje, so baterije seveda eden najbolj strupenih odpadkov. In tu se, gospod Stevanovič, celo izjemoma strinjam z vami, da električni avtomobili pa niso prihodnost. Ko se boste bolj poglobili v zadevo, se boste bistveno bolj strinjali z mano. Vi govorite, veste kaj, vi izhajate iz nekih teorij zarote, Vi govorite, da mi nimamo vi govorite, da ni znanstvenih dokazov, vi govorite, kot da vsi znanstveniki, ki so kaj povedali, so kaj zarotniki. Kje imate pa vi dokaz, da oni nimajo dokazov? To bi res rada vedela na osnovi česa. Se mi strinjamo saj v tem, koliko je ogljikovega dioksida v zraku. A se strinjamo, da ga človek povzroči manj kot 5%? Pa se ne govorimo, da ga mi zdaj, da ga mi dva znanjem dihanjem povzročava. Govoriva o avtomobilih, govoriva o fosilnih gorivih, govorimo o fosilnih gorivu, recimo energetih. ravno pri avtomobilih, ko je jasno, da en dizelski motor manj onesnaži okolje kot električni motor. Celostno gledano morate razumeti. Vi morate vedeti, da recimo Skandinavci so zdaj nakupali kup električnih vozil. Vse sem vam rekla, da to ni v redu. V avtobusih ste govorili, se ne spremeni dejstvo. Pa, oprostite, so pa manjše onesnaževalec kot letala. V Skandinaviji novo električno vozilo pod pretvezo, Samo še to prosim, pod pretvezo, da je okoljevarstveno,
čustven, ampak on se dobro zaveda, da ima visoko kupno moč, da bo kupil novo vozilo, za njegove baterije bodo kopali strupene surovine v državah tretjega sveta, ko bo vozilo odsluženo, ga bo prodal na Balkan, da bo gorel pri nas, in ko bodo baterije odslužene, bodo šle spet v geološka smetišča v države tretjega sveta. In oni imajo lepo oprano vest, mi pa smetimo planet. Ja, pa vse to je res, kar se tiče električnih avtomobilov, gospod Stevanovič, ampak mi govorimo o obnovljivih virih energije, o tem, da so fosilni energenti katastrofa za ozračje. O tem govoriva avtomobili, se pa strinjam, to sem vam pa lepo rekla. Ja, res. Poglejte vetrnice, pa se to vam lahko tudi znanstveno dokaže. Predlagam, da gremo na naslednjo temo, in sicer varnost v Evropi. Gospa Sukič, Evropa, še posebej njen vzhodni del, je v strahu pred rusko grožnjo. Koliko je po vašem mnenju ta strah pred rusko agresijo v Evropi upravičen? Poglejte, špekulacije o tem, da naj bi se Ruska federacija pripravljala na ekspanzijo onkraj Ukrajine, so pač špekulacije. To je treba vedeti. Evropska unija, če mene vprašate, bi morala, in tu je že zamudila krepko svojo priložnost, Evropska unija bi se morala otresti odvisnosti od Združenih držav Amerike, morala bi imeti svojo samostojno zunanjo politiko in svojo obrambno politiko in morala bi biti mirovniška posrednica v blokovsko vse bolj razdeljenem svetu. To bi morala biti vloga Evropske unije. Evropska unija bi morala stremeti, da se vzpostavi mir, ne pa da poziva k še več oboroževanja, k dviganju budžeta za orožje, se pravi k militarizaciji. Slišimo besede Ursule von der Leyen, ki bi celo imela komisarja za obrambo, ona ga je kar napovedala, čeprav sploh še ni predsednica naslednjega sklica, ampak ne, tako to zgleda. In dejstvo je, da še več orožja pomeni še več vojne. Daljša vojna, še več vojne pomeni še več smrti in to ne pelje nikamor. In še to bom rekla, kdor se nenehno pripravlja na vojno, kar očitno se, tisti bo vojno na neki točki tudi imel. Tukaj je pač treba za pogajalsko mizo spraviti obe velesili, ker gre za geostrateške zadeve v resnici in tam v Ukrajini se dogaja proxy vojna med ZDA in Rusko federacijo, ZDA ob asistenci NATO, seveda, in te dve velesile je treba spraviti za pogajalsko mizo, ker se gre verjetno tudi za to, da se NATO preveč približuje ruskim mejam. To se je treba pač pogovoriti. Tako kot ko je bila kubanska kriza, ko so imeli pač rakete v Turčiji, so se mogli zmeniti, umakniti so morali rakete iz Turčije, oni so jih umaknili iz Kube in so se za kar nekaj časa dogovorili. No, tako se bo treba tudi tukaj očitno dogovoriti in predvsem nehati se igrati s človeškimi življenji in nehati imeti dvojne standarde. Kajti Evropa ima dvojne standarde. Ena merila za Rusko federacijo, ki so 2000 sankcij uspeli že med tem sprožiti proti Izraelu, ki je ravno kar evidentno izvaja genocid v Gazi, niti ene same sankcije. Do tega še bomo prišli. Ampak v bistvu Rusija je enkrat Evropo že šokirala, torej z napadom na Ukrajino. Če bi Rusija zdaj nadaljevala ta svoj pohod, je Evropa gola in bosa. Kako naj potem Evropa ščiti svoje državljane v primeru kakršnekoli agresije, naj bo to strani Rusije ali kogarkoli drugega, če nima osnovnih sredstev za to? Čakajte, zdaj, jaz ne vem, a se mi pogovarjamo o tem, da je pravzaprav Ukrajina zdaj tampon cona za Evropo, kjer naj Ukrajinci umirajo do neskončnosti, zato da se brani Evropa. To je prvo vprašanje. Drugo je, dokler se ne bosta velesili usedli in zares pogovorili, ne vemo točno, kaj vse je odzadaj, lahko samo domnevamo. Jaz menim, da se sicer so se poskušali pogovarjati, očitno se je nekje zataknilo in se je treba usesti in potrpežljivo pogajati, dokler ne pridemo do mirne rešitve, ker vsaka vojna se bo slej ko prej mora končati za pogajalsko mizo, če se ne bo. Mislim, tukaj se pogovarjamo o Ruski federaciji, ki je jedrska velesila. Ravno kar napoveduje, da bo imela manevre z taktičnim jedrskim orožjem blizu ukrajinske meje. A se mi zavedamo, o čem govorimo? Mislim, če si Ukrajina oziroma Evropa, ki sili Ukrajino, da se ves čas vojskuje, do ne vem, zdaj že zapornike mobilizirajo, pa prisiljujejo ljudi. A se mi zavedamo? Ruska federacija se umaknila, ne bo.
Če bo treba, bo uporabila jedrsko taktično orožje. Ampak kakšno je potem to sporočilo za ostale države z avtoritarnimi režimi, ki imajo Mislim, to nima veze z nobenimi sporočilom zdaj le več glede avtoritarnih režimov, ker na ta način mi ne bomo odpravljali avtoritarnih režimov po svetu, nažalost. Jaz sem seveda žalostno, da sploh še obstajajo kakršnikoli bolj ali manj avtoritarni režimi kjerkoli, ampak še enkrat, to, kar si Evropa domišlja, pa kako, mislim, če bo Ruska federacija zdaj le prebija fronto. Vsi vidimo, prebija fronto. Na ta način, če se ne bodo začela pogajanja, mislim, ne vem, kaj se bo še vse zgodilo, ampak na ta način se ne brani Evrope. In Evropa bi morala se zavedati svoje odgovornosti in ravnati mirovniško. In to je glavno sporočilo. Kakšno je vaše mnenje o Vladimirju Putinu? Če bi vi recimo živeli v Rusiji, a bi mu dali svoj glas na volitvah? Jaz nimam benga mnenja o Vladimirju Putinu, ker me kot voditelj ne zanima, saj more zanimati ruske državljane. Jaz sem proslovensko usmerjen, zagledan v Slovenijo in želim braniti slovenske nacionalne interese in želim doseči, da naše meje, ne glede na to, da jih lahko prosto prehajamo zaradi Schengena, še vseeno, da se zavedamo, da obstajajo in da ostajajo branik državljanov pred tujimi, predvsem škodljivimi agendami. Geopolitika ni niti približno tako enostavna. Da vi mislite, da je tako enostavno, da se je kar sredi noči zgodil en napad, je samo plod tega, da ste do zdaj gledali politični amaterizem v zunanji politiki. In mi smo v zunanji politiki največkrat največji sovražnik sami sebi. Če bi prišlo do spopada med dvema afriškimi državama, bi se mi gotovo postavili na eno od strani, razdelili domačo javnost glede tega in nadaljevali s to norostjo. In isto počnemo tudi tukaj v ukrajinsko-ruskem sporu. Ta vojna se je začela leta 2014. Ljudje, ki tudi branijo svoje domove, so prebivalci vzhodne Ukrajine in to nažalost moram reči proti ukrajinskemu režimu. In imamo množična grobišča na vzhodu Ukrajine, med drugim tudi aleje angelov, ki so pa množična grobišča otrok v Donecku, ki so pomrli zaradi napadov iz strani Kijeva. In ustava, to zagotovo drži, kar zdaj govorite. Zagotovo drži, lahko preverite kadarkoli. Ruska ustava obvezuje Rusijo, da ukrepa, ko je ogroženo njeno prebivalstvo izven njenih meja. Potem imamo pohojene raznorazne mirovne sporazume, pustimo zdaj Minsk 1 in Minsk 2, ampak obstaja tudi relativen mirovni sporazum v Istanbulu, ki ga je sam Johnson in Zahod prepovedal upoštevati. Se pravi, mi podpihujemo zdaj trenutno vojno s pošiljanjem orožja, to počnemo že 2 leti, ni se izkazalo za učinkovito. Zakaj mislimo, da pa v naslednjih 2 letih učinkovito, če ni? Rusija dvomim, da bo nadaljevala kakršenkoli pohod, zato ker nima nikjer takega interesa, kot ga ima v Ukrajini. Tukaj je namreč Črno morje, tukaj je njeno prebivalstvo, tukaj so neke posesti, ki so bile zgodovinsko njene. Tako da jasno je, da tam brani svoje interese. Poglejmo, kakšen vpliv Amerike je trenutno pri nas, ki je par tisoč kilometrov stran. Si vi predstavljate, da bi zdaj v tem momentu v Mehiki ali pa Kanadi grozili z namestitvijo kitajskih ali pa ruskih raket? Ja, te dve državi ne bi več obstajali. Ampak je razlika. Amerika je demokratična država, Kitajska, Rusija to niso. Kako vi veste, da Rusija ni? Kot jaz vem, so zdaj imeli volitve, izvolili so predsednika, medtem pa v Ukrajini ni volitev in je neizvoljeni predsednik vlada. Mi v Bruslu imamo predsednico Evropske komisije, ki ni izvoljena, se pravi, gre za čisto diktatorstvo. Imamo žensko, ki je postavljena strani centrov moči, da nam vlada, jaz nisem v možnosti izraziti neposredno demokracijo in za njo voliti. Putin je bil izvoljen na volitvah, kakršnekoli so že bile. Pa niso bile demokratične volitve. Tega jaz ne vem, nisem bil tam. Kot vi niste bili, pa tudi ne veste. Mednarodna skupnost ne priznava teh rezultatov kot demokratičnih. Potem ne rabimo priznavati nobenih volitev več. Tudi v Ameriki ne, tudi na Kitajskem ne, tudi v Saudski Arabiji ne. No, jaz bi rada opozorila, da pač ne bi se zdaj pogovarjali o tem, kako bomo Zahod izvažal svojo demokracijo, ker vemo, kako zgleda izvoz demokracije v določenih primerih, recimo tudi, ko so na Bližnji vzhod izvažali demokracijo, pa kaj vse se je v imenu tega dogajalo. Putin seveda je avtokrat, jaz ga ne bi nikoli volila, če bi bila državljanka Ruske federacije, no vse zadnje zatira politične oporečnike, zatira LGBT manjšino, zatira druge manjšine, tako da o tem ne bi razpravljala. Ampak to ni zdaj predmet te debate. Predmet te debate je vojna v Ukrajini, ki je zelo nevarno žarišče. Nevarno zato,
ker očitno Ruska federacija zdaj le napreduje na fronti in je Ukrajina pač v stiski zdaj le. Če pogledamo poročila, kaj se dogaja, zdaj le Ukrajini ne kaže dobro. Kaj bo torej naredil NATO in Evropa? A bodo ukorakali v Ukrajino, kjer bo prišlo do neposrednega konfrontacije med NATO in Rusko federacijo? Če bo do tega prišlo, potem pa vemo, kje smo. To NATO je pa je lahko, že v Ukrajini, to je to pa, se moramo strinjati. je noter, NATO je ampak, že v Ukrajini. ampak z nekimi svetovalci tukaj, pa če bo prišlo do tega, da bi cele formacije, cele čete odposlali odkrito, pa recimo svoje letalske sile, pa ne vem kaj vse, potem pa, oprostite, smo na robu 3. svetovne vojne. 3. svetovna vojna pa, ne vem, bo na neki točki atomska vojna, a si tega želimo. To niso več heci in tukaj se je zdaj ta trenutek res brezpredmetno pogovarjati, kako je Putin nedemokratičen, Amerika demokratična, lepo vas prosim, to zdaj ni predmet te debate. Mi rabimo najprej mir. Mir in to je to, kar rabimo. Če lahko čisto kratko. NATO je že v Ukrajini in ne, da smo na pragu 3. svetovne vojne, ampak se ta dejansko že odvija. In mi, kot majhna država, ki ne prinesemo nobene koristi, če se opredelimo za katerokoli stran, niti imamo sami kakšno korist, lahko pa dobimo ogromnega sovražnika, bi bilo bistveno pametneje, da tukaj igramo nevtralno vlogo, pridobimo zaupanje obeh strani, z diplomatsko ofenzivo rešimo mirovno posredništvo. Jaz sem to že enkrat omenil. Si predstavljate brdski sporazum, ki je rešil eventualno 3. svetovno vojno? No, to priložnost smo mi zamudili. Okay. Vi pravite, da zagovarjate v prvi vrsti slovenske interese, ampak gospod Bojan Potočnik, ki kandidira na vaši listi, on se je šel posloviti od izgnanega ruskega vohuna, ki ga je Slovenija poslala nazaj v Rusijo. Kako komentirate to, da se je nekdo iz vaše liste šel posloviti od nekoga, ki je delal več kot očitno proti slovenskim interesom? Ni delal proti slovenskim interesom, ampak je delal za ruske interese, ker se pravzaprav pričakuje od popolnoma vsakega diplomata. Vi ne vem, koliko razumete diplomacijo, ampak cilj vsake diplomacije, ne glede na to, iz katere države prihaja, je, da v državi, kjer biva, zbira informacije o tej državi in jih pošilja svojej vladi. To je smisel diplomacije. Samo malo. Gospod Potočnik je bivši vojaški ataše, tako kot je ta njegov ruski kolega. Ona dva sta se poznala, nekajkrat sta se srečala pa ruski kapelci, ne pozabimo, da so včasih naši politiki vsi lomili noge, da pridajo čim prej pod Vršič do te ruske kapelce, sploh ob obisku Putina, ampak oni so se samo odločili. Se pravi, ta človek dela popolnoma isto kot vojaški ataše popolnoma vsake druge ambasade, samo da je on persona non grata, zaradi tega, ker so ukazi iz Bruslja taki, da je vsak iz te države pravzaprav persona non grata. Na kakršenkoli način že on zbira informacije. In gospod z naše liste, dr. Potočnik, kot obramboslovec in strokovnjak za mednarodno in vojaško varnost, se je poslovil samo od svojega kolega, slučajno je bil poslikan zraven in nič drugega tukaj ni kot nek poskus etiketiranja, ker ne ve več režim, kako bi se boril proti nam. Še eno vprašanje glede drugega vašega kandidata. Ginekolog Stanko Pušenjak je v času covida lažno trdil, da 2/3 žensk po cepljenju proti covidu-19 lahko postane začasno ali trajno neplodnih. Kako gledate na te njegove izjave, ki so jih kasneje vsi uvrgli? Gospod Pušenjak je strokovnjak, je največjih strokovnjakov na področju ginekologije in porodništva. Dejstvo je, da ima lasten diskurs glede takih zadev in dejstvo je, da če ta njegova izjava, jaz sicer ne vem za to izjavo, ampak če jo je znal pravilno argumentirati, jaz ne imam razloga, da jo ne bi izrekel. Nimam nobenih težav s tem, pri nas ravno vlada ta demokracija v stranki, da lahko vsak razmišlja svojo glavo, nismo totalitarci in želimo usmerjati in prati možgane na tak način, da vsi isto razmišljamo. Če je gospod Pušenjak tako mislil in tako napisal, če potem potegnil svojo izjavo, ker se je bal, da se, ali pa iz razloga, ker je mislil, da se je zmotil, je to pač del njegovega strokovnega diskurza. Mislim, da sem to komentirala. Jaz sicer cenim, da imate visoko stopnjo demokratičnosti med sabo. Imenujete se resnica, ampak resnica ni karkoli, zato ker si je nekdo nekaj zamislil, individualno je zdaj to resnica. Seveda, resnica je toliko, kolikor je nas osebkov. Tukaj trije sedimo za mizo, vsak ima svojo resnico. Torej, kaj je v resnici resnica? Ne? O tem bi se lahko vprašali. In ne moreš ti nekih takih trditev kar stresati z rokava v imenu tega, da si strokovnjak in plašiti in strašiti ljudi na debelo. To res ne gre, no.
In to se je počelo, ne? To je manipulacija z ljudmi. Kar nekaj strašiš ljudi, zato če boste to, boste neplodni. Mislim pa lepo vas prosim. Resnica ni nikoli absolutna na način, kot je zdaj povedala gospa Nataša. Dejstvo je, da imamo vsak svojo resnico, ampak dejstvo je pa tudi to, da je pomembno, kako dobro je ti znaš argumentirati oziroma kakšne znanstvene dokaze, strokovne dokaze in pa konec koncev zdravo kmečko pamet lahko postavi zadaj, da ta resnica vzdrži. Večji problem je levica, ki s levico nima nobene zveze. Zdaj je gospa nasprotovala pošiljanju orožja v Ukrajino, obenem pa sedi v vladi, ki jo vodi Robert Golob, s katerim sem se jaz sestal že leta 2022 in ga prosil, ne neha se opredeljevati v tujih medsebojnih diplomatskih pa vojaških sporih. On je pa s tem jasno povedal, da more slediti tukaj agendi Bruslja in da bo za vsako ceno na strani Ukrajine. In levica trenutno sedi z njim v vladi, oni absolutno, ta vlada podpira pošiljanje orožja v Ukrajini, podpihovanje vojne in ne odstopa od svojih pozicij zaradi lastnih načel, kar pomeni, da s politično kulturo nimajo nobene zveze, ne zastopajo volje svojega volilnega telesa, ampak so izključno zaradi lastnih ambicij in zaradi želje po ministrskih položajih pripravljeni požreti kakršnokoli nasprotje, samo da se to zdrži. In ta levica nima z levico nobene to pač ne drži. Veze. Mi smo edini, levica v parlamentu, ves čas jasno proti militarizaciji, proti pošiljanju orožja v Ukrajino. Nismo glasovali za tisto deklaracijo, ki se je spravila enostransko, favorizirala Ukrajino, obsojala Rusko federacijo, da je teroristična država in take stvari. Nismo. Torej, gospod Stevanovič, ne zavajati. Če sledite temu, kar počnemo poslanke in poslanci levice, potem pač, oprostite, ste zdaj povedal res, bom rekla, laž. Čeprav ne zavite v celofan, kot vi radi rečete, ampak kar pač na vam lasten način, ampak izrekel ste laž. Ne drži. Tako da ne, in ne moreš ti tako gledati, ko se je koalicija ustvarila, ne, po volitvah, se je ustvarila okrog neke koalicijske pogodbe, ki zajema vse živo. Od krepitve varne socialne države, javnega zdravstva, vseh področij, šolstva in tako naprej. In ne moreš se za vsako drobtinico zapičiti in zaradi tega vsakič znova razrušiti koalicije. Smo pa kritičen glas in ves čas smo v tem dosledni in edini. In to vlada ve, tudi Robert Golob je sprejel to dejstvo, da pač tukaj levice ne bo imel nikdar na svoji strani in je nima. Tako da ne mi govoriti, da jo ima. Nima je. Kako vendar jo nima, če ste z njim v vladi? Ja, še enkrat, ne bomo rušili vlade zato, ker oni zdaj pošiljajo orožje. Samo to ne morem komentirati, ker se mi direktno izvajam. Ne moreš tako to je politična korektnost, se upravičujem, to je ta, res je dobro povedal v celofan zavita laž. Druga je politična kultura, to smo pa mi. To pa pomeni zastopanje svojega volilnega telesa za vsako ceno. Če bi se nam to zgodilo, da nasprotujemo pošiljanju orožja v Ukrajini v vladi, ki to počne, bi takoj naslednji dan izstopili iz te vlade. Super, in temu se reče, da bi pozabili na vse ostalo in ne bi tistega več gradili. Krasno, kar se pa tiče, samo to, kar se pa tiče v celofan zavitih laži. Veste kaj, laži so lahko zavite v celofan ali pa niso zavite v celofan. Vi izrekate ogromno laži in pol resnic, čeprav niso zavite v celofan. So vam pokazala dejstva, na 24 ur sva bila zadnjič, jaz sem bila edina, ki nisem izrekla nobene pol resnice in nobene laži. Vsi drugi, vse druge so vam zmerili vaše pol resnice. Ne gre za test dejstev, ampak gre za test poslušnosti in vi ste očitno samo poslušni, ker se strinjate z mainstream logijo. Predlagam, da nadaljujemo še enkrat se preberite tista dejstva. In sicer, gospa Sukič, v vaši stranki ste zagovorniki socializma, ste kritični do kapitalistične ureditve. Zanima me, kako gledate potem na to, da so najuspešnejše države na svetu, tiste, ki imajo najvišjo raven spoštovanja človekovih pravic, najvišjo kakovost življenja, tam, kjer ljudje res najbolje živijo, so vse izrazito kapitalistične države. No, gledajte, najprej morate vedeti, da je predhodnica levice bila iniciativa za demokratični socializem. Torej socializem, ki je drugačen od tistega socializma, ki je imel enopartijski sistem. To je prva stvar. Zakaj socializem? Zato, ker ko je prišlo do divje tranzicije v nov družbeni sistem, v torej kapitalizem,
oziroma v ta neoliberalno logiko, to drvenje v ta sistem povzročilo hudo krčenje socialne države, ne? Se pravi, vedno večje socialne razlike, vedno večje razredne razlike so se vzpostavile, krči se javno zdravstvo, vse živo se privatizira in tukaj smo mi nastopili kot tisti, ki smo rekli, to je treba zaustaviti, mi rabimo vsi skupaj solidarnostno družbo, varno socialno državo, javno zdravstvo, javno šolstvo, tako kot je bilo stanovanja, neprofitna javna, ki se jih zdaj 20-30 let ni delala na tem. Mi rabimo zaščititi ljudi pred interesi kapitala. In zato smo nastali kot alternativa temu. In ti koncepti imajo zveze z socialističnim premislekom, ne? Nismo pa mi za nedemokratični socializem, mi smo za torej pluralizem, za to, da ima vsak svobodno izbiro, smo tudi za to, da obstajajo podjetniki in tako naprej, obrtniki, nismo nikoli bili proti temu. Tako da to je čisto neko mešanje, ne vem, nekih pojmov. Mi smo pač nastali za to, da bi bili socialni korektiv v tej vse bolj skrhani družbi, kar se tiče skrbi za varno socialno državo, če poenostavim, čisto na kratko. Ampak bi se strinjali s to izjavo, da ljudje dejansko najbolje živijo v kapitalističnih državah? Mi smo za človekove, mislim, najbolje kakor kdo. Tisti, ki so revni, živijo izjemno v zelo težkih okoliščinah. Seveda, ampak primerjavi z drugimi državami so vse najuspešnejše kapitalistične. Zdaj, kar se tiče varovanja temeljnih človekovih pravic, v Levici smo absolutno na strani varovanja temeljnih človekovih pravic, varovanja pravne države. Vse to, samo s to razliko, da opozarjamo, ne more kapital na račun ljudi, na račun nekega požrešnosti po profitu izkoriščati ljudi do neskončnosti. Ljudje so tisti, ki to ustvarjajo in ljudje imajo pravico, da imajo varne zaposlitve, zaščitene delavske pravice in tako naprej. In o tem govorimo, ne, med drugim. Kako gledate na to, da si vsi migranti želijo živeti ravno v kapitalističnih državah? Ja pa, mislim, zdaj jaz ne vem, kaj si vsi migranti želijo. Jaz sam vem, da je ogromno beguncev, ne? Niso vsi sam migranti, ne? Niso vsi migranti špekulanti, niso vsi ne vem kdo, ampak pač ogromno beguncev se pač premika iz področji, kjer so ogrožena njihova življenja, kjer jih ogroža mora biti avtoritarni režimi, ki jim strežejo po življenju, mogoče že te posledice podnebnih sprememb, recimo Pakistan in Afganistan sta 2 izmed 5 najbolj ogroženih držav ta trenutek, ki že čutita posledice podnebnih sprememb. Ljudje bežijo zaradi vojn, v katere je dostikrat v ozadju vpletena Zahod, ne? Ker se gre za izkoriščanje, neokolonializem, izkoriščanje virov in tako dalje. Skratka, vzroki za migracije so številni, tudi ekonomski za nekatere, ki se želijo boljšega življenja in potem pač se premikajo sem. Nič ne rečem, da ne, ampak ne moramo pa vse skupaj poenostavljati in reducirati, da je to sam ekonomski vidik. Ampak vsi, ki bežijo zaradi kakršnih koli logično, da je Zahod dobro stoječ, vse je tudi, oprostite, velike države zahodne so bivše kolonialistične sile, ki so izkoriščale tretji svet in še danes potekajo na perfiden način te neokolonialno izčrpavanje teh držav za dobrine, za rude, za vse živo, no, tako da za poceni delovno silo, ki jim tam dela skoraj zastonj, ko pač te multinacionalke si preselijo tja, da proizvajajo več, kot potrebujemo, ne, to je narava kapitalizma, zato se tudi uničuje planet, ker se pač enostavno namesto da bi nekako se zamejili s to blazno potrošnjo, ne, ljudem se umetno ustvarjajo potrebe, da trošimo še več, pa še več, pa še več, proizvajamo še več in uničujemo okolje, vse je povezano, ne, tako da, ja. Gospod Stevanović, če še se malo posvetimo vašim izjavam, vi ste recimo v posnetku na Facebooku dejali, da je nekdanji poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužny kot diplomat v Londonu dobil 50 milijonov evrov nagrade. Ta podatek sloni na izmišljeni informaciji, ki je bila objavljena na družabnem omrežju X v ponarejenem prispevku britanske medijske hiše BBC. Zakaj ste to izjavili, če zadeva evidentno ne drži?
Samo da me boste raje vprašali, kaj je pomembnejšega za evropske volitve. Ne, da bi pregledoval stvari iz moje zgodovine. Ja. To je že tretja stvar, Ja. ker kaže na dejstvo, v bistvu, da bi me hotel zdaj tukaj etiketirati na kakršen koli že način. Izjavil sem zaradi tega, ker sem ta dokaz najdel v zahodnih medijih. In zato sem ga tudi povzel. In dobro ste me spomnili, da ne smem več verjeti zahodnim medijem. Hvala vam. Kar se tiče demokratičnega socializma, je dejstvo, da je to oksimoron. Ta zadeva sploh ne obstaja. Ne more obstajati, zaradi tega, ker se pretepa med sabo kot vse ostalo v levici, stranki Levica. Dejstvo je, da migranti iščejo na zahodu migranti iščejo svojo, nam rekel tolažbo, ampak svoj prostor, obenem tudi zaradi ugodnosti in pa socialnega turizma. Dejstvo je, da so države, predvsem evropske države, izredno nagnjene k dajanju socialnih transferjev, tudi prišlekom, ki tega mogoče takrat ne bi smeli dobiti, ker ne izpolnjujejo določenih pogojev, ker nočejo delati in tukaj trpijo več ali manj klasični državljani, članice Evropske unije, zaradi tega, ker so diskriminirani v odnosu na migrante, če jim tako rečemo. Dejstvo je, da vemo, komu moramo pomagati, beguncem na vojnih žariščih, vemo, da je to najboljše, če storimo v prvi državi, kjer je pač to možno. Mirovno posredništvo je tukaj izrednega pomena, nikakor pa ne smemo več dovoliti socialnega turizma, nikakor ne smemo dovoliti več nezakonitih migrantov. Z kombiniranim sistemom vojske in policije je treba absolutno pokriti zeleno mejo. Tukaj ne govorimo o ukinitvi Schengena, ki nam tudi grozi. Zdaj smo videli, da je bila vlada Italije, da se je odločila, da bo mogoče tudi zaprla meje Slovenijo. To sem prebral spet v zahodnih medijih, če drži, ne vem, ampak dejstvo je, da ne bi bilo tako. In te kontrolne točke na cesti pomenijo v bistvu samo obremenjevanje lastnih državljanov. Pokriti je treba sistematično z vojsko pa policijo zelene meje, preprečiti nezakonite prehode in pa skrbeti za to, da noben migrant ni privilegiran v odnosu na lastnega državljana. Se pravi, da vsak more za svoje preživetje delati. Pakt o migracijah ga podpirate ali ne? Absolutno ne. Ne more se zgoditi, da najprej Slovenija ni bila udeležena v prav nobeni operaciji, ki je sprožila te migrantske valove. Ti ljudje gredo lahko lepo v te države, ki so jih sprožile, točno vemo, katere so vodile te operacije, katere so širile demokracijo v državah bogatih z nafto in katere so organizirale raznobarvne revolucije v državah, kjer jim sistem ni bil po volji. Tja ne se lepo napotijo in Slovenijo ne lepo pustijo pri miru. Ne more se zgoditi, da Evropska unija 60,000 migrantov maso vzame in reče, zdaj boste pa vi dobili malo, vi boste dobili malo, pa tretji bodo dobili malo, ker vemo, kaj to pomeni. Slovenija je odlična, lepa država, odličen geostrateški položaj, ampak nima nobenega vpliva v Evropi. In tako male vazalne državice bodo na koncu dobile en kup enih migrantov, ki jih nihče drug ne bo hotel. Recimo, da bo Francija pobrala delovne migrante, Nemčija bo pobrala delovne migrante, mi bomo pa spet tukaj imeli poplavo socialnega turizma, ki ga imamo že tako, se veljamo za meko izkoriščanje socialnih transferjev, obenem bomo pa dobili en kup enih operativno zanimivih oseb, ki lahko predstavljajo varnostno tveganje. Okay. Kakšno je vaše stališče do te teme? Zdaj o migracijah nasploh. Migracije nasploh in migrantski pakt. In migrantski pakt. Glejte, prvo kot prvo. Zanimivo, ne, da niti Janševa vlada, pa polna usta so jih te protimigrantske retorike in tega bobnenja, kako je to varnostni problem. Zanimivo, da niso nikoli ustavili teh migracij. S tisto svojo žico na meji in ograjami so naredili samo to, da so begunci in migranti, da ne bom rekla sam begunci, se prebijali čez reke, skozi gozdove, tam so tudi umirali, potem pa, ko so nekako prišli čez, so tavali zgubljeno naokrog in so takrat pa res predstavljali mnogo večje varnostno tveganje, kot če so te emigracije pod nadzorom regulirane, kjer pač vstopajo, zaprosijo za azil in mednarodno zaščito, kar imajo v skladu z mednarodnimi konvencijami, katerih podpisnica smo, polno pravico. V tem primeru so migracije pod nadzorom regulirane. Ampak zdaj že slišimo desnico, ki govori, da zdaj pa so naše notranji organi za notranje zadeve taksi služba. Skratka, nikoli ni prav.
Karkoli bi naredili, nikoli ni prav, ampak desnica ne najde odgovora, kako bo, ker ti ne moreš preprečiti migracij. Migracije so zmeraj bile. Preprečiš jih pa kje lahko, če bi zares to hotel. Ampak to je spet govorjenje, da je treba migracije reševati pri izvoru, ne? To se lepo sliši, to so spet visoko doneče besede, rešuje jih pa ne, nasprotno. Evropa je mnogokrat preko to svojo kombinacijo z NATO-om, ki neti konflikte po svetu, celo vpletena v ustvarjanje teh vojnih žarišč, bomo rekli, ne? Ali pa za svojo hiperprodukcijo vpletena v to, da se podnebni zlom približuje in so nekatera področja na planetu že tako ogrožena, da ljudje tam dejansko nimajo več niti hrane, niti več mogoče pitne vode zares, ne? In pač morajo se premikati in iti nekam. Tako da to ne bo šlo. Kar se tiče pakta o migracijah, humanitarne organizacije opozarjajo, da je ta pakt slab zaradi večjih stvari. Ne govorim iz istih razlogov kot gospod Stevanovič, pa ponoma drugih razlogov. Recimo, v tem paktu je zamišljeno, kar bi bilo prav, da si evropske države enakomerno in enakopravno porazdelijo breme migracij. Kaj se pa je v resnici na stvari? Tiste države, ki se bodo hotele elegantno rešiti migrantov, bodo pač dale na glavo migranta toliko in toliko denarja v sklad za migracije. Te periferne države, države, kamor najpogosteje vstopajo, Grčija, Italija, Španija, tudi mi smo delno, ne, ki po balkanski poti prihajajo, bodo pa seveda ostale še dalje pod udarom teh migracij in je treba nekaj narediti. Potem tretja stvar. Mi imamo ta trenutek na trgu dela in zaposlovanja primanjkljaj vsaj približno 20,000 ljudi nam manjka. Dela. Recimo, kdo bo skrbel za dolgotrajno oskrbo v domovih za starejše občane? Kdo so delavci na gradbiščih in tako naprej? Nam v ogromno sektorjih že primanjkuje delovne sile. In medtem se je sprostila delovna zakonodaja, da lahko v 3 mesecih nekdo, ki prosi tukaj, lahko dobi tudi dovoljenje za delo. Mislim, mi se moramo počasi malo zmeniti sami sabo, kaj bi pravzaprav radi. Deportirati oziroma izgnati so pa hoteli ljudi, ki so recimo bile poplave, ki so dokazano tile, ki so prosili tukaj za bivanje pa za delo, dokazano pomagali, dokazano se že integrirajo v družbo, dokazano želijo postati ljudje, ki bodo prispevali k tej družbi, plačevali davke, gradili to družbo, ampak ne, to ni v redu, ker niso prave barve kože. Tako da mi se bomo mogli malo zmeniti, kaj je rasizem, kaj je to, kaj je ono in kaj je tretje. Če se zdaj posvetimo še nekoliko razmeram na Bližnjem vzhodu, gospa Sukič, v vaši stranki močno obsojate dejanja izraelske strani, nič pa ni iz vaše stranke slišati glede dejanj Hamasa, ki ima še vedno talce v svojih rokah, izpovedi izpuščenih talcev so, da se še vedno posiljuje talke. Zakaj ne? Ne, res. Mi smo, ko se je to zgodilo, jasno obsodili napad Hamasa in za nas je seveda nedopustno, da se talcev ne izpusti. Ampak ne moremo pa v imenu tega, da je Hamas si privoščil ta izgred 7. oktobra, če se ne motim, je to bilo. Ne moremo pa v imenu tega mirno gledati genocida, ki se odvija pred očmi celega sveta. Genocida. Ker tole so pa več kot jasni elementi genocida. Mislim, to, da ti neselektivno brišeš dobesedno civilno prebivalstvo, tega je večina žensk in otrok, pa potem nemočnih ljudi, invalidov, obolelih, starejših, civilistov, skratka. To enostavno je nedopustno in teh žrtev je zdaj že vsaj okrog 35,000, okrog 8,000 je pogrešanih, verjetno jih lahko štejemo tudi pravzaprav za mrtve. Potem imamo okrog 75,000 ranjenih, imam pa, kar je huje, imamo popolnoma zravnano Gazo, tam življenje sploh več ne bo mogoče, razrušeno vse, ljudi se strada, strelja se, ko pridejo humanitarni konvoji, da bi prišli ljudje do tistega drobtinice hrane, se strelja na ljudi, ki grejo po hrano. Mislim, na novorojenčke v inkubatorjih so jih eliminirali. Mislim, to je, oprostite, nezaslišano in tukaj nimamo kaj slepomišiti. To je treba obsoditi, se pridružiti tožbi Južnoafriške republike. Vojni zločin je vojni zločin, pa če ga izpelje Netanjahu ali ga izpelje Hamas. Za mene ni razlike. Vojni zločinci so vojni zločinci. Kakšen je vaš vir teh številk, ki ste jih navedli glede žrtev?
Ja, mislim, vsi svetovni mediji navajajo to. Zdaj jaz ne vem, koliko lahko kjeremu mediju sploh še verjamem, ampak če to o tem pišejo tako zahodni mediji, kot ne vem, recimo Al Jazeera, naši mediji to povzemajo, potem verjetno bo nekaj na tem, pa se tudi vidimo, kaj počnejo. 900 kilske bombe, ali kaj so že, mislim, pa to je noro, koliko so tam so samo v 2 mesecih toliko odvrgli eksploziva, da je menda pomoči primerljivo z 2 atomskima bombama, ki sta padli na Nagasaki in Hirošimo. Lepo vas prosim, no. Gospod Stevanovič. Treba je najprej res razčistiti to stvar. V Palestini se dejansko dogaja genocid. In dejstvo je, da kaže na to, da lahko prav vsak počne na svetu, kar želi, če za njim stoji Amerika. Hamas je teroristična organizacija, tako kot je ISIS. Pustimo zdaj, kakšna so poročanja, pa da me ne boste spet na virih lotili. Razne literature o temu, kakšna je vpletenost zahodnih služb v organizacijo teh terorističnih organizacij, ampak eno je pa dejstvo, da čisto vsaka velika sila, ko je nekje hotela posredovati, pa tukaj tudi mislim Rusijo, da ne bo kdo rekel, da samo gledam proti Ameriki pa Izraelu, je potrebovala en neprijeten dogodek, da bi pridobila pozitiven odziv lastne javnosti. Pa ne bo to napad na dvojčke, pa ne bo to terorističen napad Hamasa, ne bo to mogoče napad na šolo v Beslanu, vse ni pomembno. Ampak vsi so potrebovali nekaj, da so lahko na podlagi akcije-reakcije sprožili eno svojo ofenzivo, en pozitiven odziv lastne javnosti, ki se ponavadi zgodi s tem, da tvoja lastna javnost nastrada. In tudi tukaj je bilo isto. Trditi, da Mossad ni vedel, da se bo zgodil Hamasov napad, se oba strinjava verjetno, da je norost. In verjetno so ga dopustili zaradi tega, da lahko štartajo v akcijo in da tam naredijo pač red na svoj način. Izvajajo pa dejansko genocid in s tem se moramo strinjati in to poročajo prav vse medijske hiše, tudi tiste, ki so usmerjene pro-židovsko, če hočete, ali pa pro-izraelsko. Nekaj je še res. Kaj pravzaprav pomeni slovensko priznanje Palestine v tem momentu? Kaj prispeva k miru? Pravzaprav nič. To je dejstvo. Mi moramo vedeti, da je Palestino od tega momenta priznali, mislim, da zdaj ugibam do 140 držav nekje in vojna se tam še vedno odvija. In tudi, če bo slovensko priznanje Palestine zdaj v tem momentu, vojne ne bo ustavilo. To slovensko priznanje Palestine zdaj v tem momentu bolj služi za delitev lastne javnosti, da se preusmerja pozornost, da se javnost deli. Po drugi strani bi pa mi veliko več pozornosti usmerili v diplomatsko ofenzivo, v mirovno posredništvo, ker mi moramo ta genocid prekiniti. Ko bo enkrat mir, ko otroci ne bojo umirali, ko ne bodo umirale ženske, starejši ljudje, bomo mi imeli čas razmišljati o teh pravnih formalnostih, ki je pravzaprav slovensko priznanje Palestine. No, tu se jaz ne strinjam. Naj se gospod Stevanovič spomni, koliko je nam pomenilo, ko je bila tista 10-dnevna vojna, ko so nas začele prve države priznavati. To gre za simbolni pomen, koliko nekemu narodu v stiski pomeni tako simbolno sporočilo. In koliko tako simbolno sporočilo pomeni tudi pritiska na Izrael, naj se vendarle ustavi. Zato je pomembno. Mi sicer v Levici že 10 let pozivamo k priznanju Palestine, kajti tam se pravzaprav ne dogaja zdaj od 7. oktobra zadeva in zdaj se pač dogaja groza vseh groz, to je genocid. Predtem se dogajalo že 70 let apartheida nad palestinskim ljudstvom in počasne in persistentne okupacije Zahodnega brega, kjer se Izraelci dobesedno zažirajo v palestinsko zemljo in jim kradejo zemljo, po domače povedano, okupirajo njihovo zemljo. Tako da državo Palestino je seveda trebalo bi že priznati včeraj. Ta trenutek pa, če nič drugega, je to močna simbolna podpora trpečemu palestinskemu ljudstvu in sporočilo Izraelu, da vedno več držav razume, da je potrebno uveljaviti, udejaniti rešitev 2 držav, o kateri se pa že zelo dolgo tudi govori, ne? Potrebno je samo razumeti, da ta simbolna podpora ne bo prispevala k miru. Mi pa želimo mir in prenehanje genocida ter pobojev. To je najpomembnejše v tem momentu. Vse to 2000 sankcij proti Ruski federaciji ni prispevalo k miru in tudi, vse veste, to so pač ta simbolna sporočila, ne? In je res pač absurdna ti dvojni standardi Evrope. 2000 tam sankcij, tu pa niti ene same. Okay.
Organizacija 8. marec zbira podpise za varen in dostopen splav. A ste ta poziv podpisali? Ja? Absolutno sem ga podpisala, takoj zjutraj, že prvi dan, ko se je to dogajalo, res da nisem bila o polnoči budna, da bi ga prvo minuto, sem ga pa zjutraj. Zakaj? Zato, ker tudi to, Evropa, poglejte, Evropa naj bi temeljila na varovanju temeljnih človekovih pravic. To je ena izmed teh postulatov Evrope. Kaj se pa dogaja? V sami Evropi, torej med državami članicami, imamo blazne razlike. Recimo imamo tudi pojav teh iliberalnih demokracij. Poljska, Madžarska sta izrazita primera tega. In na Poljskem se dogaja grozota. Tam ženskam je dobesedno onemogočen splav in to celo v primeru in pride do situacij, ko je noseča ženska, ki je plod odmrl je in to zdravniki vejo, da je plod odmrl, ne po njeni krivdi, ji ne opravijo splava in ta ženska je umrla. Takih primerov je kar nekaj na Poljskem. Zato je potrebno na evropsko in tukaj podpiramo Inštitut 8. marec in to vse evropska akcija, mislim, da je 8 držav povezanih v mrežo, ki se zdaj borijo za to stvar, da se to pač na evropski kartici uveljavi, da lahko ženske, ki ne morejo na Poljskem recimo opraviti splava, pa so revne, pa si ne morejo plačati splava, grejo v neko drugo državo, kjer se to opravi. Recimo, to je ta zadeva in jo absolutno podpiramo. Gospod Stevanović, ste vi podpisali poziv 8. marca? Ne. Nisem podpisal in tudi ne bom, ker v Sloveniji je umetna prekinitev nosečnosti dovoljena, z ustavo zagotovljena in ne vidim razloga, zakaj bi mi tukaj zbirali podpise za nekaj, kar se dogaja na Poljskem, če ima Poljska svojo državo, svojo vlado, svoje državljane, svojo demokracijo, svoje svobodne odločitve in lahko pravzaprav vplivajo na popolnoma vse, kar želijo v lastni državi. In če imajo oni gor določene vrednote, če stremijo k nekim tradicionalnim družinskim vrednotam, čemorkoli, kdo sem jaz v Sloveniji, da bi jim to omejeval na kakršenkoli način. Tako da oni naj rihtajo svoje stvari, mi bomo rihtali svoje stvari, jaz jim želim vse najboljše, zagovarjam dejstvo pa pravico, da ima ženska pravico, da se kadarkoli odloči za umetno prekinitev nosečnosti v skladu s svojo željo. Želim si, da tega ne počne zaradi strahu pred prihodnostjo, da je rešen prvi stanovanjski problem, da je omogočeno jej delati, da je omogočeno zaslužiti, da je omogočeno preskrbeti družino, ampak dejstvo je, da je to pri nas ustavno zagotovljena pravica in bo vedno ostala. In če jo imamo, ne vidim razloga, zakaj bi mi toliko pompa delali okoli Nike Kovač, pa njenega inštituta, ki ima 150% zasedenost medijskega prostora. Jaz si predstavljam, če bi naša stranka imela 3% njihovega medijskega prostora, mi zmagamo pravzaprav na vsakih volitvah. Kaj se pa na Poljskem dogaja, ne veva niti jaz, niti gospa Sukič, niti eventualno, če so oni izvolili tako vlado, kot jo imajo, zagotovo ne želijo vrednot gospe Sukič ali pa gospe Kovač. No. Zdaj tako, gospod Stevanović, jaz se čudim, da vi sploh kandidirate za evropskega poslanca. Po eni strani bi rad šel v Bruselj, zdaj se moramo zmeniti, a bomo imeli neke enotne standarde v Evropi, ki so pač recimo temelji Evropske unije, varovanje temeljnih človekovih pravic, ali bo to veljalo na področju Evropske unije ali ne bo, ker potem pa res ne razumem pomena več Evropske unije. Najlepši prikaz dosedanje politike je bil tole zdaj. Potem pač ne razumem, zakaj, če je vsaka država lahko po svoje in ker tam je pač neka skrajno nedemokratična vlada, a v imenu tradicionalnih vrednot naj ženska, ki je plod odmrl, ne da bi si sama to želela, ampak a vi to zagovarjate, da tej ženski niso naredili splava? Nisem jaz rekel, oni imajo svojo vlado, ki so jo sami izvolili. Veste, kaj meni pač ne more ena vlada odvzeti življenja v imenu tradicionalnih vrednot, zato ker se je pač nekdo spomnil, da je v imenu ne vem katere vere pomembnejše, da mi ne naredi splava med tem, ko mi je plod odmrl v telesu, ne da bi jaz bila za to pristojna, a bom za to morala umreti, pa lepo vas prosim. Mislim, in o tem govorimo. Če se gremo v Evropsko unijo, potem naj bo to pošteno, naj bo da ene stvari res unija
enotni standardi varovanja človekovih pravic, enotni standardi varovanja delavskih pravic, enotni standardi varovanja okolja, enotni standardi varovanja miru. Mislim, to pač mora biti enotno, če ne takšna unija pač tudi smisla nima. Odlična je bila prvotna napoved. Zakaj? Zato, ker najprej smo resna stranka in ljudje to pač od nas pričakujejo. Druga stvar je pa ta, da smo prepričani, da se je proti škodljivosti potrebno boriti v gnezdu škodljivosti. In glede na to, da smo imeli do zdaj 8 slepih dvigovalcev rok in vlado, ki deluje zgolj kot zunanja administracija Brusla, je gnezdo škodljivosti absolutno v Bruslu. Ampak zavzemamo to teorijo, da je treba povečati suverenizem. Mi imamo države članice, ki se med seboj absolutno razlikujejo in integracija ne bo nikoli uspešna, ker pomeni nekaj. Ta kolektivizem ni nikdar zbirka individualnih zavesti, ampak gre vedno za eno zavest usiljeno vsem ostalim. In to želijo doseči te naše dame zdaj v tem momentu. Če so poljski državljani, če imajo pravico do volitev, če govorimo o neposredni demokraciji pri njih, ki je mogoče eventualno še večja kot pri nas, in če so izvolili tako vlado, je najbolj to zacent, da ta vlada ne spreminja svoje retorike. Ker pri nas je drugače, levica pride z neko retoriko na oblast, ko pride na oblast, se jo oklepa vseh teh pozicij in pozabi na vso retoriko, ki jo je v predvolilni kampanji govorila. Enako je z desnico. SDS pride z določeno retoriko na oblast, antimigrantsko retoriko recimo, potem pa pride v Bruselj, potrdi Marakeš, potrdi migrantske kvote, pa sodeluje v sprejetju migrantskega pakta. Sej se ne razlikujejo med sabo, vse eno in isto. Mi smo pa alternativa, ki bi radi to pokazali, da so popolnoma isti, da jim gre samo za pozicije in pa dokazali, da obstaja politika, ki deluje v korist ljudem. To je naša ambicija. Nam pač ne gre za nobene pozicije. Tudi smo edina stranka, ki nikoli si ni nobene korupcije privoščila in si je ne bo tisti hip, ko bi se to zgodilo. Mene v tej stranki recimo ne bi več bilo. Tako da lepo vas prosim, nehajte spet poenostavljati, gospod Stevanovič, da gre vsem za pozicije. Nam gre za spremembo, smo povedali katero, mi želimo varno socialno državo, mi želimo mir, mirovne politike, mi želimo pravičen zeleni obrat, ki ne bo spet na škodo delovnih ljudi in seveda v prid kapitalu. In take stvari mi želimo in to ni nobeno koristoljubje, ampak so resne politike. Za konec bi vaju oba prosil, če lahko na kratko naštejeta 3 čim bolj konkretne zadeve, za katere se bosta zauzemala, če bosta izvoljena v Evropski parlament. Prosim, gospod Suverenizem, svoboda, transparentnost, samooskrba. Kaj pomeni suverenizem? Kaj točno? Suverenizem pomeni to, da ne sprejmeš niti ene pogodbe, ki bi bila na škodo tvojim državljanom, kot je primer zdaj IHR pravilnika in pa WHO sporazuma, ki, če bi vedeli, kako zelo grozljivi so v svoji biti, ne bi nikdar pristali na to, da bi bili sprejeti. Se pravi, mi bomo popolnoma sprejetjem teh 2 pravilnikov, ki sta zelo prepletena med sabo, popolnoma predali suverenost in to področnim direktorjem WHO-ja, ki bodo lahko na podlagi, brez obzira, a gre za sploh kakršnokoli utemeljen strah, utemeljeno dejstvo, znanstveno dokazano dejstvo, bojo lahko popolnoma sprejemali pod pretvezo One Health, eno zdravje, bojo prevzemali tudi neke ukrepe, ki se nanašajo na podnebne politike. To je norost, katero pač predajamo svojo suverenost. In to so ene od škodljivih pogodb, niti ena od škodljivih pogodb pa ni nastala z blagoslovom slovenskega naroda na referendumu. Čeprav vemo, da 3. člen ustave tudi o tem govori, da bi vlada lahko, pa ne upajo. Veste, zakaj ne? Ker na koncu izpade totalitarna sekta, ki jim je prav vseeno za referendum in za voljo ljudi. Pomembno je, da upoštevajo ukaze iz Brusla. Gospa Sukič. Lahko 4. Lahko 4. Evo. Mi se bomo resnično prizadevali za varno socialno Evropo. Bom pa zdaj razložila, kaj se to je, če ste hoteli. Za pravičen in zeleni prehod, se pravi za varno prihodnost zeleno, za mir in mirovniške politike in za demokratizacijo v Evropi. Hvala lepa, s tem zaključujemo naš današnji pogovor. Veliko uspeha vam obema želim še naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo. Vam pa hvala za pozornost in lep pozdrav.